Dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci nogometnega kluba Domžale. Nažalost moramo začeti z malce bolj žalostno novico. Včeraj po odhodu službenih obveznosti je naš ekonom Gašper Peterka doživel hudo prometno nesrečo in je v kritičnem stanju. Seveda vsi v klubu smo pretreseni in rumena družina mu bo stala ob strani čez to življenjsko preizkušnjo in verjamemo, da bo Gapi uspel jo uspešno prestati. Zbrali smo se pred tekmo drugega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo, pred povratno tekmo med Domžalami in islandskim Valurjem. Jaz bom prvo kar predal besedo trenerju, gospodu Simonu Rožmanu. Lep pozdrav vsem. Nekako jaz bi se kar navezal na samo srečanje. Nekako bo v tem trenutku zelo potrebno vse ostale stvari odmisliti. Igrišče ne bo dopuščalo nikakršnih površnosti. Nekako prva tekma je bila z naše strani odigrana na vrhunski ravni. Tudi sami smo nekako okusili vso moč Valurja, hkrati pa je Valur okusil na lastni koži našo moč. Jaz verjamem, da na povratnem srečanju bo nekako zadeva podobna, pomeni potrebno iz naše strani biti na vrhunskem nivoju. Jaz verjamem, da so fanti tega sposobni. Nekako mislim, da vse evropske tekme do zdaj smo odigrali na enem zelo zavidljivem nivoju. Fanti nekako napredujejo iz tedna v teden. Nekako smo se osvežili po tej nedeljski tekmi. Jaz glede na današnji trening lahko rečem, da je vse v najlepšem redu, da so fanti pripravljeni. Valur nas težko, bom rekel, taktično preseneti. Sigurno pa spet, bom rekel, ena prava borba. Ogromno enih dolgih žog, ogromno ene dinamike. Potreba bo pobrati druge žoge. Treba biti nevaren skozi lastno vsebino. Nekako prekinitve iz obeh strani imeti pod kontrolo. In jaz nekako se nadejam, upam, da bo prišlo, bom rekel, te fante garače, pogledati čim več ljudi in jih nekako nagraditi. Jaz upam, da v uspešni zgodbi nekako jim stati ob strani, ker še enkrat, do zdaj bom rekel same pohvale na račun njihovega dela, na račun njihove kvalitete, na račun njihovega napredka, tako da nekako z optimizmom pričakujemo tekmo, ki jo želimo dobiti. Hvala lepa. Zdaj je tudi otrok nogometnega kluba Domžale, Gaber Dobrovoljc, stanje v ekipi pred povratnim obračunom. Ja, lep pozdrav sem. Jaz bi pa se najprej zahvalil občini, da je pač vlagala v nas oziroma v travo, ker trava je res vrhunska in nam bo tudi omogočila našo igro, prepoznavno igro, da res lahko igramo po tleh in je res pravi tepih, tako da se že veselimo te tekme. Mislim, da bo zelo dobra tekma, nasprotnik je kvaliteten. Dobro smo jih spoznali že v Reykjaviku, tako da vemo, kje so navarni, kje so naše priložnosti in prepričan sem, da bomo odigrali neko dobro tekmo iz veliko želje in na koncu naj zmaga boljši, oziroma sem prepričal naš uspeh. Hvala. Vaše vprašanje? Morda to, kako igranje na dveh frontah vpliva na igralce, vam pobere to veliko moči. Videli smo neke druge Domžale proti Rudarju, je težko misli usmeriti na obeh frontih. Tekma proti Rudarju je bila taka, da nismo bili pravi, kar se tudi sami zavedamo. Malce nam je tudi pot vzela moči, ampak vem, da smo zdaj popolnoma osredotočeni samo na jutrišnjo tekmo. Rudar je že za nami, tudi v prihodnosti se ne oziramo samo jutrišnji tekmi in mislim, da smo sedaj odlično pripravljeni na izziv. Kakšno posebno pozornost še na te prekinitve, glede na to, da ste zdaj tudi izkusili na prvi tekmi, za te prekinitve? Ja, sigurno. Že mislim, da na prvi tekmi smo bili zelo dobro pripravljeni, rekel, zelo nevarni so iz avta. Boste sami videli, nekako imajo zelo
agresijo, zelo veliko agresijo v skoku, kajti Liga islandska je sestavljena dejansko iz moštev, ki igrajo zelo podoben sistem. Jaz v neke večje detalje ne bi šel, ker moram reči, da oni so se na nas zelo dobro pripravili, ne bi izdajal nekih skrivnosti. Smo naredili mogoče eno modifikacijo znotraj igre, ki nam je mogoče malce delala težave na Islandiji. Je pa res, da bi želel, da smo mi dominantni in želim, da imamo totalen, nadzor, da igralci uživajo v tekmi. Jaz verjamem, da se lahko prikažejo v vsem sijaju. Še enkrat, zdi se mi pa zelo pomembno, da bi ljudje nekako stopili skupaj, na koncu predstavljamo Slovenijo, ne samo Domžale, slovenski nogomet, in bi si res želel, da se naredi eno pravo vzdušje. Na koncu igramo za 3. predkrog, kar ni mala stvar v Sloveniji. Tudi kot klub nekako držimo zdaj že od lanskega leta neko kontinuiteto in jaz mislim, da si igralci to zaslužijo, da bi nekako dobili podporo, ki mislim, da bo potrebna, vse tej vročini, vse tej agresiji, vse tej obilici teka. V tej priložnosti lahko rečem, da bila tekma na Islandiji do zdaj energetsko najbolj zahtevna. Po vseh GPS testih in tako naprej je bila to, tekma na najvišjem možnem nivoju. To je tudi mogoče odgovor na prejšnje vprašanje, zakaj smo zgledali čez 3 dni takšni, kot smo, ker je enostavno zadeva bila nemogoče se regenerirati v tako kratkem času. Tako da mi smo pripravljeni na prekinitve, pripravljeni na dolge žoge, visoke, direktno nogomet, pripravljeni vso agresijo v skoku, pripravljeni nekako na sodnika, ki bo enako mogel zelo, kvalitetno opraviti svoje delo, ker dejansko vse stvari temeljijo skozi na meji favla. Morda še to v preboju 3. krog prinese 230.000 evrov, to ni malo pritisk ali motivacija? Ne, sigurno ni pritisk. Zdaj prvič so igralci slišali številke, kakorkoli, da bi se pogovarjali v 3. predkrogu. Oni sami vedo, da na igrišču bo potreba dati vse postranske stvari, zunanje faktorje na stran. Jaz upam, da ne bo, niti kančka razmišljanja v tej smeri, kaj to prinaša, kaj odnaša. In še enkrat vse te zunanje faktorje, ki pač vplivajo na nas oziroma na moje fante, smo jih poskušali odstraniti in jih dejansko osredotočiti samo na igrišče, na vsebino, ki se bo tam dogajala. Potem vse ostalo pa potem pride po svestu. Kaj prinesel poraz z Rudarjem po tvoje, ker vpliv na slačilnico po 3 zmagah? Ne, jaz mislim, da ne. Mi smo se odkrito pogovorili, kje so bile težave. Tekma je bila zanalizirana v 5 minutah po tekmi, ker ko si ti energetsko nisi na nivoju, ko ti ne moreš teči, se brezpredmetno pogovarjati o taktiki, o čemerkoli. Tako da tudi rotacije, ki smo jih naredili, niso nam prinesle stvari. Enostavno si ti fanti so bili z nami na poti in dejansko nismo iz tice tekme. Niti se ne želimo niti naučiti, niti zadeva je šla mimo. Vemo, poiskali smo lastne vzroke za to, tako da jaz mislim, da ni bilo niti dobene panike, niti ničesar v povezavi z nekim negativizmom. Osredotočili smo na jutri, vemo, kaj nam jutrišnja tekma prinaša, želimo biti pravi in vse bomo naredili za to. Mogoče še ocena trenerja glede travnate površine. Zdaj je povsem nova, boste zdaj lažji zagotavljali tisti všečen nogomet, ki ste ga že napovedovali o prevzemu trenerske funkcije. Vse skupaj lažje in atraktivnejše za gledalce. Sigurno nam kvalitetna travnata površina to omogoča. Lansko leto smo imeli res težave. Hkrati se upada tudi z našim izdelavo ali pa izgradnjo trening centra, se pravi, ni samo tekma tista, ki ti mora nuditi kvalitetno zadevo, ampak mora tudi trenažni proces potekati nemoteno. Tako da tu smo zdaj v neki tranziciji. Jaz verjamem, da bomo mi čez 2-3 mesece, ko bo vse te stvari in trenažni proces in nekako tekma, da bo stvari na svojem mestu. Igralci si ne nazadnje to tudi zaslužijo. Je pa igrišče v dobrem stanju, ni še mogoče trava sprijeta do konca, se pravi, jaz pričakujem, da bo to igrišče še čez 2 meseca nekako, ko se bo zadeva usedla, moramo vedeti, da je novo. Vsa nova igrišča so, imajo podoben problem, ker se trava še ne sprime, tako kot bi si vsi skupaj želeli, ampak nikaj. Tako je, Gabe je rekel, da je stvar je odlična, stvar je ravna. Jaz verjamem, da bo to samo doprinos našemu klubu, našim igralcem, da bo lahko pokazal še več kvalitete, še več hitrosti, še več agresije. Naše vprašanje za Gabra. Vemo, težko je izključiti 3. predkrog, ampak tam bi vas čakal Freiburg, predstavnik nemške Bundeslige. Koliko ste se o tem pogovarjali, oziroma kako
težko je to izključiti iz vaje, ker boste kot vas nekako. Spremljali smo edim žreb, tako da vemo, ja, da kdo nas čaka, ampak po drugi strani pa to na drugi strani sveta, kako bi rekel, čist izven glave, zato ker vemo, da bo nas jutri čaka težka tekma in kjer moramo biti pravi, da napredujemo, zato kakor lani, ko smo imeli SHM, se nismo preveč obremenjevali s tem, se tudi zdaj ne, ampak bolj iz sabo, kako bomo mi izgledali na igrišču, kaj bomo delali, kako bomo zapirali, kako se bomo borili in tako naprej. Tako da smo osredotočeni le nase. Če ni več vprašanj, najlepša hvala, se vidimo jutri 20. Hvala.